ponovno lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes bomo šli, ne samo ampak se sprehajali tudi okoli gledaliških desk. Z nami je namreč umetniška vodja in direktorica gledališča Koper, Katja Pegan. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej, gledališče Koper samo obstaja od leta 2000, ampak gledališka dejavnost je pa pravzaprav v Kopru že kar precej časa. Je res, da so bile prve predstave v italijanščini? A ni to čisto logično, če je bila tle Italija? Ne? Mislim, to normalno, da so bile. Bogato življenje gledališko ima mesto Koper, seveda, kot ima tudi bogato zgodovino, kot ima pač, vemo, v katerih državah in kako je živelo, in odraz je tudi to. Ampak mogoče bi bilo za naše gledalce najboljše, če se spomnimo, kako je bilo po drugi svetovni vojni, no? To neko področje, ta čas. V tem času je bilo prvo gledališče, ljudsko gledališče, Teatro il Popolo, od leta 51 do leta 54, ne? 1951. 54. V tem času je imel teater dva ansambla, en je bil slovenski, en je bil italijanski. Tako so si delili oder. Mogoče kot zanimivost je takrat delal v tem gledališču nekaj časa Anton Marti, ki ga mogoče starejši še poznajo. To je bil en zelo zanimiv in znamenit TV režiser televizije v Ljubljani, ker je delal prvi te zabavne oddaje. Nekaj časa je bil pa tam tudi, mislim, da kot igralec Fulvio Tomica v tem času. Ne? Potem leta 1954 pa v Postojni se neke politične zgodbe dogajajo, zapirajo gledališče, ki je bilo za Primorsko v Postojni, in se preseli sem v Koper. In tu deluje od leta 1954 do 1957, na kar se to ukine. Razlogi so več ali manj zanimivo vedno enaki, da ni denarja, kar se da seveda prebrati tudi kot da ni publike, ne? Recimo, ne? Kar je seveda za ta zgodovinski čas tudi popolnoma razumljivo, a ne? Publika gledališka se je preselila, ne? Se je zapustila mesta in šla v Italijo, ne? Nova, ki se je priselila, ne, na to področje, pa gledališča ni potrebovala, ne? Tako je bilo čutiti takrat. Potem se zgodi pa nekaj zelo pomembnega. Do leta 1964 ne vem, kakšne so mogoče kakšne iniciative, take amaterske, ampak nič. Leta 1964 pa se ustanovi Marko Marin, on je bil še moj profesor na akademiji, umetnostni zgodovinar in režiser, tukaj oder mladih. In ta oder mladih traja od maja 1964 do ne vem kdaj 1969, oktobra 1969. Seveda nekje na sredi dobi drugo ime, mislim, da mestni oder. Ampak zelo pomembno, kar hočem povedati iz tega obdobja, je pa to, da če greste danes v Hnamu gledališče in ste tam v foajeju, pa greste tisti del, kjer imamo mi tiskovke in rečemo bife, so tam fotografije. In te vse fotografije so iz tega časa. In tam boste videli, kdo vse je igral v tem odru mladih oziroma mestnem odru. In tam boste videli mladega Borisa Cavazzo, Mileno Zupančič, Ljerko Berlak, Dareta Ulago, Svetlano Makarovič, Jerco Mrzel. Mislim, cela generacija teh ljudi, ki so še v 4. letniku ali pa takoj potem prišli v Koper in z Marinom tle delali ta teater. In premiera Žab, ne, to vemo, je bila v Kopru. Ne? Tako da zelo pomembne stvari so se takrat dogajale. Seveda so ga potem spet seveda veselo zaprli, a ne? In pa smo pa že mi. Leta 2000 smo pa že mi.
Bi pa rekla, da tudi to rojstvo tega gledališča Koper, temu je botrovalo rojstvo Primorskega poletnega festivala, leta 1993, zaženemo ta prvi Primorski poletni festival, ki je imel seveda iz idejo, kako zelo zanimivo, mi smo takrat sami pri sebi, ker smo tako rasli, s tem rasli, smo se sami na nek način cenzurirali v tej misli, da bi mi lahko imeli gledališče. Seveda se ga ne moramo imeti, pa ne vem zakaj, ampak smo to mislili, lahko imamo pa festival, lahko smo Dubrovnik, lahko smo Šibenik, lahko smo eno od teh mediteranskih mest, ki ima predstave zunaj, to povežemo s turizmom in tako naprej. In to res naredimo. In ta festival ima 30 let že, je imel svoje vrhe, takrat takoj na začetku, imel svoje velike padce, to vedno je povezano s financiranjem. Potem smo v nekem momentu mi, pač teater začel se s tem ukvarjati, zdaj se več teater ne more, ampak hočem reči, to je ta iniciativa in to, da smo ustanovili Primorski poletni festival, je potem privedlo do tega, da je Dino Pucar, to je treba vedeti, takratni župan, poskrbel in uredil, da so izglasovali to in da se je ta zgodba začela. Čeprav infrastruktura je pa torej že bila, tudi dogajanje je bilo? Infrastruktura je, infrastruktura je skoraj v vsakem mestu. Čeprav teater potrebuje, teater lahko vi imate tudi nek oder nekje, pa potrebna je auditorij pa oder, za teater, da se ta stik zgodi. Zdaj pa, glede na to, kako imate dobre in tehnično opremljene dvorane, temu primerno se lahko delajo bolj občutljive, zahtevnejše, bolj fine stvari, lahko se tudi gostujejo bolj zahtevne predstave in tako naprej. Tako da mi imamo odre vse posod, imamo v Piranu, odr v Izoli, Sežani, to so različni domovi. Gledališče je pa institucija, ki 11 gledališč profesionalnih je v Sloveniji in zdaj od leta 2001 tudi v Kopru. To so institucije, v kateri delajo profesionalni igralci, imajo ansamble, so ljudje zaposleni, zato da študirajo vloge, da prihaja do premier, da igrajo stare predstave. Recimo zelo pomembno je, da imaš to kondicijo, da lahko zdržiš dosti let z eno predstavo, ki je pomembna, ali jo ljudje radi gledajo, pa lahko tudi zamenjaš igralce v njej. To pomeni, da mora biti da je to neka institucija, ki ponavadi so to ljudje, ki dosti let delajo skupaj. Kako pa pridejo na primer igralci v vaš ansambel? Imate sorazmerno enako število članov že od samega začetka ali tudi to variira? Ne, mi smo imeli na začetku, prvi igralec tega gledališča je bil Vojko Belšak. Vojko Belšak je potem šel v Trst ali pa šel iz Trsta, sem več se ne spomnim zdaj, pa je šel v Gorico, pa v Celje, pa v Maribor, pa vse posod zdaj mislim, da v Mariboru. Za njim takoj je prišel, sta bila skupaj Nešo Tokalič, ki v bistvu zdaj po 100 letih spet prihaja, bo igral zdaj v Butem mačku, uskakuje. To pa zato govorim, ker ko sta ona dva šla, je prišel Boris Cavazza. In Boris Cavazza je bil zelo ključen človek, ki je prišel sem. Ne samo, da je bil zaposlen kot igralec in je potem mesto leto sprejelo, to mesto se je takrat kar malo streslo, a on bo tu, majhna mesta težko sprejmejo take zvezdnike, Vsako manjše mesto ima malo frustracije v sebi, zato je bilo dobro, da se kdaj to zgodi, No in potem je zaradi Borisa se potem vse začelo spreminjati, prihajali so režiserji, sredstva smo dobivali od gospodarstva, njegovi učenci so prihajali sem igrati in skratka zelo, zelo pestro. Da ne bi govorila, skratka zdaj imamo mi 6 igralcev oziroma 8, jih je pa 8 pa je zame ta številka, ki
bi teater te velikosti za tako publiko, tako številčno publiko moral nekako imeti minimum, ker ti imaš itak pol še goste, ne. Prihajajo pa tako različno, ampak v zadnjem času so to ljudje, ki so končali, ki so tu doma, to je ključno in najpomembnejše. Zdaj zadnji Mak Tepšič, ki igra Romeja v koprodukcijski predstavi Romeo in Julija, se je rodil tistega leta, ko gledališče. Ne? Tako da, in pred njim pa še Blaž Popovski iz Izole, to so fantje, ki so hodili k meni na trening gledališki, ki ga izvajam tudi seveda zdaj s kolegico Renato Vidič, že skoraj od začetka, in so dobili pol eno možnost, da so ugotovili, da imajo to radi, ne? In so šli na sprejemne, kot še mnogo drugih, ampak sprejemne se kar težko naredi, ne? Sprejemne izpite na akademiji. No in pač po tem uspešno opravljenih sprejemnih izpitih sta tudi končala to šolo in že med časom študija sta dobivala vloge in zdaj sta tu in to je važno za prostor, to je zelo važno. Se spomnim, v Novi Gorici je bilo zelo podobno, ne? Kako so, ti moraš imeti ljudi, ki tu živijo, ne? Zdaj, ko enkrat si zaposlen v gledališču, moraš tu živeti, ne? In moraš imeti odnos do tega prostora, ga moraš imeti rad, moraš nekako tako kot si, ki grejo študirati, pa pol nekateri se vrnejo, ne? Saj se ne vrnejo vsi, ne? Ampak tisti, ki se vrnejo, vračajo temu okolju, ne? Tako da lahko pa pridejo tudi od drugje, ne? Anja Drnovšek recimo je prišla pred leti in je zdaj tle, Tjaša Hrovat iz Bovca, ne, zdaj živi, imajo družine, Štamulak tudi, nekateri se pa vozijo, ne, pač kakor. Pa je pomemben torej samo odnos do okolja ali tudi do jezika, določene predstave delate tako, konkretno Peter in Volk se izvaja tako v slovenščini kot v italijanščini, je z vsemi predstavami tako? Ne, ni z vsemi predstavami tako. Mi smo zdaj, če govoriva o tem, potem se moramo dotakniti tega večkulturnega, večjezičnega področja, ne, v katerem je to gledališče. To je ena naloga tega prostora, da ohranja ne brezvezno puhlo, ne, besedičenje na temo, ne, iz tega adreme demokracije, ne, ampak da to resnično naredi. Če imamo tu italijanske šole in otroke, ki govorijo italijansko, je fino, če imamo možnost, da jim prikažemo predstavo tudi, oziroma odigramo predstavo tudi v italijanščini. Sicer je res, da italijanska skupnost zelo sodeluje z italijansko dramo na Reki, ne? In oni hodijo gostovati k nam v naše gledališče in igrajo predstave v italijanskem jeziku. Ampak je pa tudi fino, ne, da lahko mi to naredimo, sploh če imamo igralca in mi smo pač Francesco Borchi je ta igralec, ki je igral ki smo ga spoznali že pred leti, ki je igral mladega Borisa Cavazzo v filmu Piran Pirano, ne. Francesco Borchi je igral mladega, Boris pa pol starejšega in on zdaj živi pri nas, se je pač tu živi v Sloveniji, se je naučil slovenskega jezika, seveda z lektorjem je to. Fino je, ker nima nobenega narečja, nič se mu ne sliši, ne, njegova slovenščina je taka čista, ne, brez primesi, ne. No, to je ena stvar, druga stvar je pa ta, da tudi s tem festivalom, ki ga imamo za otroke pri Svetilniku Avgustu, vabimo predstave iz Hrvaške, iz Srbije, iz Črne Gore, se pravi, vabimo predstave, v katerih lahko tudi otroci, ki doma govorijo srbsko ali pa hrvaško ali pa, ne vem, srbo-hrvaško, če ni to zdaj nekaj čudnega, kar sem rekla, tudi slišijo to besedo, ker je prav, ne, je prav, da večkulturnost živimo tako, da ima vsak možnost, če participira in plačuje davke tej državi, videti, ne, mogoče tudi en umetniški ali pa visoko izvedbeni nek izdelek v svojem jeziku, ne. To se meni zdi smisel demokracije sploh, da kar mi lahko naredimo, ne. In da tudi vemo, zdaj v soboto smo imeli odlična izkušnja,
imamo delavnice kulturno-umetniške vzgoje, a ne, to pač izvajamo v tem našem gledališču Svetilnik za otroke. In ena od delavnic je tudi, ima naslov Kolikor jezikov znaš, toliko ljudi veljaš. In imamo že omenjenega Frančeska Borkija, pa našo Anjo Drnovšek, pa včasih je bil Mak, ki so eno pravljico pripovedovali v 3 različnih jezikih. Ne? Takrat so pripovedovali to pravljico Tonin, ki jo je napisal moj brat. In to je po eni knjigi, ki je že sama po sebi prevedena v številne jezike, ta pravljica. Številne, res tudi rusko, francosko in tako naprej. In mi smo, zato da bi bili verodostojni, to ne gre zdaj, da smo mi kar sami izmišljevali te prevode, a ne? In prevod je resno delo. Mi smo to vzeli, ki je bilo pač najbolj dostopno. In smo to pravljico o tem istrskem dečku Toninu povedali po slovensko, potem še enkrat po italijansko, seveda z veliko bolj interpretacijo, a ne, pa veliko bolj igralsko, in potem na koncu je še Mak povedal v hrvaščini. Tako da so eno pravljico slišali so več jezikov, se pravi, več jezikov je na tem svetu in vsi jeziki lahko povedo isto, a ne. In zdaj v soboto, smo imeli, pa ni bilo Maka, ker je pač, imamo zdaj koprodukcijsko premiero v Banja Luki, je bila pa učiteljica Ivanka Jerman angleščine in je to pravljico 3 prašičke povedala na koncu v angleščini. Super, otroci razumejo tako italijansko besede kot angleško, ne, to so majhni otroci, ne. Tako da mislim, da je smiselno s tem nadaljevati, ker današnji svet, ki je svet izključno slike, a ne, samo slike, včasih me že malo spominja na unega Cicibana, ko smo hodili v šolo, pa je bila slikica, črtico, da napišeš eno bogobesedo, pa spet slikice namre, da lahko razumeš zgodbo, ne. No, tako se mi zdi, da mi v teatru, ko znamo in zmoremo in na tej likovnosti ogromno delamo, ne, da zmoremo tudi vse to stran vzeti in samo spregovoriti. To je pomembno, tudi koncentracijo nekje krepi, pa otroci najprej sedijo, pa na koncu že vsi ležijo, ne, ker ne morajo zdaj pol ure zbrano sedeti, ne. Ampak tu gre za senzibiliziranje na jezik, ne. To ni zdaj strogo učenje, ne. To je in preko tega tudi na druge ljudi, ne. To se mi zdi to ključno, kar mi lahko pripomoremo k tej večkulturnosti, ne. Se tudi v smislu jezika, ali je tudi za tem razmislek, da pogosto se gledališča odločate, da skupaj s sodobnimi deli uprizarjate tudi stara dela, vi konkretno imate letos Romeo in Julijo na programu. Tukaj se pa verjetno govori v stari slovenščini, ali jo tudi nekako posodobite? Ne, tukaj govorimo o Otona Župančiča. Oton Župančič, vzeli smo prevod Otona Župančiča, več teh prevodov je, ne, je tudi Jesih, je tudi Srečko Fičer, recimo, več prevajalcev in potrebno je, fino bi bilo, ne, da vsaka produkcija Shakespearea, recimo, ne, to je pač najkompleksnejši avtor, ne, bi lahko rekli, ima nov prevod, ne. Se pravi, ker za tak prevod mora zrasti en zelo dober pesnik, pisatelj, da je lahko prevajalec, ne. To se ne da z Google transferjem prevajati, ne, to je jasno. Ker to je vers ima svoje zakonitosti, skratka, in preko teh prevodov ti ugotoviš, kako čudovit jezik je ta slovenščina, kaj vse ta jezik ima, ne. Saj mislim, da so vsi, ki imajo radi svoj jezik, vse povsod po svetu, to prav preko prevodov vidijo, ne. Tle lahko rečeva, recimo, se spomniva na Prešerna, ne, on je s Prešernom smo šele mi ugotovili, kaj vse z njegovimi prevodi, kaj mi vse lahko prevajamo, a ne. Vso to romantiko, vso to italijansko in katerokoli je bila takrat, ne, kaj smo mi
zaradi njega, ne? Če njega ne bi bilo, ne bi vedeli, da mi to tudi zmoremo, ne? To zmore en en duh, ne? No, to pa mi zdaj, zakaj smo povzeli Otona Župančiča? Zaradi tega, ker so naši kolegi v Banja Luki vzeli pa dva prevajalca, ki sta skupaj prevajala tudi nekje iz tistega časa, in smo rekli, da bomo tako stilno enotni, a ne, ker jasno je, da vsi ti prevodi so malo drugačni, a ne, kasneje, tako kot je živ jezik, ne, in se spreminja, ne, tako se potem pač seveda tudi te prevodi, a ne. Ne, zdaj pa govorimo o Otona Župančiča in je, ampak igralec mora znati povedati misel. Mora. To je absolutno, če igralec ne zna povedati misli, ne zna igrati. In da to zmoreš, se pa vidi najbolj skozi verzo, ne. Torej, če samo še mogoče spregovoriva o ostalih nekaterih predstavah, ki jih letos planirate pripraviti, oziroma so verjetno že v pripravi. Izbrali ste tudi psihološki triler, kar je kar posebej zanimiv žanr za gledališče. Ponavadi smo vajeni bolj nekakšnih dram, prav temu, čemu rečemo v filmu žanrski filmi ali kaj takega, se mi zdi, da bolj redko pridejo v gledališče. Kako to, da ste se odločili torej za triler? Mislite na ta tekst Družina? Tako. Ja. To je znamenit avtor, angleški, znamenit, jaz zdaj sem gledala neko serijo, super, pa sem videla, da je on tudi angleško pisal scenarije, sodoben avtor seveda. Ja, mi smo to označili oziroma kot tak, kot ste rekli, triler. Dejansko je pa to en izredno težek tekst. Moram kar povedati malček zgodbo, ker če ne bo noben nič razumel. Skratka, nek moški, mlad, pride s popolnoma okrvavljeno majico k sestri in njenemu možu, ki praznujeta obletnico, ne vem katero zdaj, ne, tam poroke, in pač en fantek njun spi v sobi, mlada družina. In on se ne spomni, zakaj je on ima to okrvavljeno majico, a ne, kako je do tega prišlo. In medtem skozi cel tekst mi ugotovimo, da je on dejansko pač poškodoval, ne, saj to ne bi zdaj vsega povedala, nekega tujca, ne, nekega migranta, in tle se začnejo odpirati različne plasti, od sovraštva do strahu, do frustracij. Potem se začne odpirati tema, da sestra mora zavarovati brata, ne more drugače, pol se postavi proti svojemu možu, on se postavi proti njeni nosečnosti. Mislim, skratka, ta svet rata tako kompliciran, tako zelo kompliciran, da se ogromno ljudi zlomi, ne. In to je ena taka igra o tem in o tem, kako ta mož, ne, od te ženske, kako on mora najti v sebi moč, da to norost nekako, da se dvigne nad to, ne. Taka izredno težka igra, igralsko težka igra, zahteva mlajše igralce. Videli bomo spet Maka Tepšiča, Blaža Popovskega in Tjašo Hrovat. To zahteva, no, lepo, da ste to rekli, ne, to je ena igra, ki zahteva izredno veliko srečevanja s temnimi stvarmi. Igralci se morajo, kot je tekst, z različnimi stvarmi srečevati, ne. Včasih s kakim absurdom, ker morajo kako stvar razumeti, pa iz neke druge stvari pogledati. Včasih pa dejansko ker morajo igrati ljudi, ki so polni teme, bolečin, frustracij, in to te kar izčrpa, ne. In seveda moraš pa verjeti v to, ne, da to moraš narediti, zaradi tega, ker to potem, ko ljudje gledajo, pripelje do neke druge katarze, ne. Mi skozi te zgodbe vidimo, ta sam avtor je napisal, ne, da to niso slabi ljudje, da to so ljudje, ki hočejo delati dobro in ne zmorejo.
Ne. Se pravi, on že postavlja, ne, ni črno-belo, ni črno-belo. Ta svet je poln, tako zelo poln takega različnega pritiska, ne, da eni enostavno ne zmorejo. Ne. Večina jih ne zmore več. Pa s tem mogoče ciljate tudi na kakšno drugo publiko. Ponavadi poslušamo, kako so ravno najstniki oziroma mladi odrasli tisti, ki jih je težko pripraviti do tega, da se udejstvujejo katerihkoli pravzaprav kulturnih dejavnosti. Ste vi opazili enak problem ali imate kakšne posebne programe za vzgajanje mogoče ravno svoje publike? Kulturno-umetniška vzgoja je nekaj, kar je zelo v fokusu zdaj, ne? Izredno, ne? To smo mi ugotovili med korono. Ne? Mi smo zaprli gledališče 9. marca 2020, ne? In mislim, da smo 20. marca že delali vsak iz svojega stanovanja po Zoomu, je naš režiser Jaka Ivans režiral iz svoje kleti doma v Ljubljani in Tjaša je bila v Izoli, vsak je bil v Kopru, v Izoli, v Piranu, tako so bili v Ljubljani, ne? Vsak za svojo kamerco, vsak svojo vlogo in jih delali smo Cankarjeve drame, ker so bile tisto leto na maturi. Vsak igralec je bil svoj in scenograf in kostumograf, se pravi, zdaj je dobro prišlo in prav prišlo to, kar so se učili na akademiji, ne? Eni so bili prav fenomenalno so zgledali, ampak ti nisi mogel spajte, a ne? Oni so se oblekli, pač pomenili so se, cel teden so bile vaje in na koncu tedna bila premiera. In tako smo mi do konca aprila odigrali vse Cankarjeve drame. In potem, ko smo to v živo, pač seveda, ko smo jih v živo, na koncu tedna je bila premiera v živo, so imeli tudi dramaturginjo in so lahko pač pisali vprašanja in izredno pomembno. Ampak to ne narediš, če ne čutiš, to ti noben ne more si izmisliti tako hitro, kot lahko si mi, ker mi dejansko tudi brez tega ne moramo biti, ne? Teater te frustrira, če nimaš stika s publiko, ne? No, zakaj sem to povedala? Zato, da bi vedeli, da je bilo za nas to strašno pomembno. In potem smo še neke kamere nabavili, smo delali streaminge, smo igrali predstave pred prazno dvorano, ampak so se pač tisti hipa, ne, predvajale in si lahko to pač gledal. Prvi smo bili, definitivno, ampak je brez veze, da bi zdaj to o tem govorili. Mi smo bili to, kar smo morali biti, ne. No in potem, ko se je začelo to vračati, smo pa mi že pred tem imeli svoj festival Svetilnik, ker smo imeli, ne vem, pred korono 9000 otrok. Začelo je 3000, 4000, 9000 korona, ne? In mi zdaj po koroni smo jih lani imeli 15000. Tako da ta potreba, in to s šolami, a ne? Šol, da otroke vozijo v gledališče, je totalno prepoznana in podprta tudi z vsemi, ko bi rekla, spodbudami strani ministrstva, da se kulturno-umetniška vzgoja dejansko vpelje v šole kot celostna vzgoja. Ker otroke je treba zdaj na nek način srečevati s svetom celostno, ne. Ta parcialnost nas je pač pripeljala do teh šibkosti, v kateri smo, ne. In jih pripelje v gledališče in mi imamo potem z njimi različne programe. Ali improvizacije, ali pogovore, ali imamo učne ure v gledališču. Skratka, izvajamo vsi igralci, dramaturgi, režiserji, vsi. Zelo, zelo pomembno je to. Zelo pomembno, zaradi tega, ker gledališče pripoveduje zgodbe. Zgodbe in nič drugega kot zgodbe. In te zgodbe so od Rdeče kapice in Treh prašičkov in tako naprej, do vseh ostalih pravljic, do vseh zgodb, ki jih recimo kdaj tudi priredimo, dramatiziramo, teh znanih mladinskih romanov, ne, do tega, kar smo se zdaj pogovarjali, kar je recimo tudi primerno za srednje šole, a ne, ta družina, skratka, do Shakespearea, če hočete, mi govorimo, pripovedujemo zgodbe. Te zgodbe jih pa pripovedujemo kot mi danes,
Ne? Zato lahko igramo Shakespearea v kavbojkah, če hočemo, zato lahko igramo vse, kakorkoli hočemo, kakorkoli se umetniška ekipa najde nek stil, neko svojo, recimo, neko svojo likovno podobo, neko vizualnost, ne? Samo zato, da bo ta zgodba prišla bolj do nas, ne? Ker svet se ni kaj dosti spremenil. Ne? Čustva so še vedno tista, s katerimi imamo največ težav. Ne? In zaradi tega tudi mečemo bombe drug na drugega. Ne? Bi bilo zelo dobro, da spoznamo, ne? ta minimundus in če ga kot majhni začenjamo, ne? Potem bomo to povezanost, ne vsi, ampak veliko jih bo razumelo. Ne? Veliko jih bo razumelo, da zgodbe, ne, ki govorijo izključno samo o nas, ne, o naših težavah, ljubeznih. In marsikomu rešijo marsikatero stisko, ne, sploh v času recimo mladosti, pubertete, so zgodbe večkrat in te pogovori odgovor na ta vprašanja. Tale psiholog Aleksandar Zadev je rekel, ko smo naredili to neko skupino strateško za ustanovitev tega gledališča, in je rekel, tudi njega sem povabila, da je gledališče odpira tabu teme, mi jih lahko, ki jih starši ne zmorejo in šola tudi ne. Mi jih pa lahko, zaradi tega, ker skozi umetnostno govorico, ne, skozi naš govor, skozi naš svet, ne, to neha biti črno-belo. To se samo odpira. Ne. In marsikomu lahko, tako kot kakšna dobra knjiga, ne, te pelje nekam, kamor sam ne bi znal iti. Ne. Te pelje proti neki svetlobi mogoče, ki si iz družine, ki ti ni znala to pokazati. Ne. Pomembno gledališče, to je še vedno živo. Ne. Kako pa je na primer z uprizarjanjem slovenskih predstav oziroma predstav slovenskih avtorjev v tem smislu, ker mogoče so to tudi neke tematike, ki so še bolj pomembne za ta prostor. Se tudi tega lotevate? Sigurno. Mi imamo vsi neka navodila, ne? Zdaj z ministrstva priporočila, ne? Kot prvo so seveda ustvarjanje slovenskih tekstov, ne? Zdaj mi to delamo predvsem za otroke in mlade, ne? Potem, kot je tudi zelo pomembno ustvarjanje slovenskih skladb, ne? Vseh avtorskih domačih stvari ali pa koreografij ali pa ne vem kaj. Ali pa to je prvo priporočilo, ne? Saj vemo, da imamo tudi festival slovenske drame, a ne? Točno za spodbudo temu. Potem pa sem spadajo tudi, bi jaz rekla, tudi te igre v narečju, recimo, ne, če jih napišemo, ne, to je vse pač, nekje ni slovenska drama, lahko tudi slovenska komedija. Zanimivo, ne, da je naslednje priporočilo, in razumem, zakaj, tako visoko postavljeno, da naredimo gledališča, da izvajamo tak program, da bodo produkcije z lahkoto prenosljive tudi na druge odre, ne. Se pravi, nekam, kjer ni gledališče, ne, kjer je mogoče slabše opremljeno, ampak še vedno imajo abonmaje, kupujejo program, recimo, da je ne samo, da gre v Sežano, ampak da gre tudi v Izolo lahko, ker je recimo manjši oder ali pa v Deskle ali pa ogromno je teh odrov, ki pač čakajo, da pridemo mi in da tam igramo, a ne. To in kot tretja prioriteta, da izvajamo kulturno-umetniško vzgojo. To je pa zdaj nekaj, kar se je resnično pokazalo kot resna potreba, ne. Kot resna potreba. Tako vam bom povedala, mi, ki smo to delali že prej, prva predstava tega gledališča je bila otroška predstava. Tako da že inicirali smo se leta 2000 v to z zavedanjem, da moramo delati za otroke. Tako da
Zdaj sem pa pozabila, kaj sem hotela reči. No, ampak, naprimer, ravno predstave za otroke ste v zadnjem času tudi, se mi zdi, da precej povečali njihovo število, tudi na programu se mi zdi, da ves čas delate. Pravzaprav ste lani začeli s prav posebnim projektom, čeprav vem. Gledališče za otroke Svetilnik. Ja, gledališče za otroke Svetilnik je samo ena streha, skupna streha, zdaj, pod katero je vse to, kar smo mi že, kot sem prej rekla, že od prve predstave počnemo, ne. Najprej smo delali predstave, tako kot jih delajo vsi, 1 na leto do 2, potem smo ugotovili, da je to premalo, potem smo naredili zelo močen, to gledališče ima zelo močno potrebo po povezovanju, ne. To se vidi, nekdo, ki bo recimo nekoč analiziral, bo videl, da je to je prva barva tega gledališča. In sicer smo takoj naredili že pred 15 leti tole revijo Svetilnik, ker so različni javni zavodi za kulturo, ker jo sami delamo za drugo triado, ne, to je že takrat že zametek te kulturno-umetniške vzgoje, ne. To je nekaj, ker so otroci lahko prepoznali prostor, v katerem živijo, ne. Da imajo gledališče, pa različne teme, pa muzej svoje teme, pa arhiv svoje teme, pa galerija, pa zdaj je še ZRS z nami. Se pravi, otroci, če seveda potrebujejo tudi primerno vodenje po tem, ne, ampak v drugi triadi naj bi vsi otroci to dobili in to v šoli, nekatere učiteljice to uporabljajo in to je bil namen, in je še danes, da te otroci vedo, kam so se rodili, v kakšen prostor so se rodili, ali pa tisti, ki so se sem priselili, kam so se priselili, ne. To verjetno ni tako enostavno, da se rodiš nekje, pa se ti zdi samoumevno, da so take velike palače, pa take zadeve, ne. Nekje jih pa ni, ne. Zakaj so šole takšne, pa govorijo različne jezike, druge pa ne, ne. Mislim, to strpnost in to sobivanje je treba gojiti in negovati in bolj, ko poznaš ti prostor, iz katerega si izhajaš, bolj ga boš lahko ponotranil na nek način, ne. In tudi zrastel na ta način v enega kompetentnega državljana, ne, ki ne bo imel težav ogroženosti, ne. No, potem je bil ta Svetilnik, to se je rekla tale revija, potem so vse naše gledališke šole, ki so cel čas, tako za male, ki jih vodita Vanja Korenč in Gregor Geč, kot že prej omenjena Renata in jaz v teh gledaliških treningih. Zdaj smo začeli delati še študenti in z vsemi ob torkih in so vsi vabljeni na improvizacije. Enkrat na mesec jih potem javno nastopimo s temi improvizacijami. Predstave smo seveda potem na nek način povečali, za prvo triado, za drugo triado, za tretjo. Ves čas imamo dijaški abonma, 2 dijaška abonmaja, ker se dijaki individualno vpisujejo, mi imamo 400 abonentov, samo dijakov, tako da to sem jaz zelo, zelo ponosna na to, pa tudi na vseh teh 15,000 otrok. Ampak jaz vedno rečem, ne, kot primer dobre prakse nas večkrat, ne, sprašujejo in navajajo, to mi ne bi mogli brez ravnateljev. To je nemogoče. Če ravnatelj nima tega v tem svojem, lahko jih pošlje tudi kam drugam. Ali pa učiteljev, ne. Tako da sem jaz v bistvu kot direktorica, se mi zdi, da to moja naloga, ne, sem najbolj vesela in vsako leto na novo prosim, če lahko pridem na aktiv ravnateljev in se jim predvsem zdaj zadnja leta samo še zahvaljujem, ne. Prej sem jih pa seveda prosila, ampak ker smo tako nekako se ugotovili, ne, da je gledališče, pa še eno stvar naredi gledališče zdaj po koroni, ne. Gledališče nagovarja ljudi, 200 ljudi naenkrat, ne. Ne enega po enega kot radio in pa televizija, ne. Naenkrat, ne, in zato so tudi igralci govorijo,
in je zato potrebna dikcija, in zato potrebna prepona, ne, in zato potrebna tudi energija. Polni dvorani, ne. Tudi 16. vrsti, tudi balkonu, ne, in tudi tiste najbolj intimne lege, ne, dretje je prepovedano. Pa je dvorana še dovolj dobro služi svojemu namenu, da se sliši vse te detajle? Dvorana je obnovljena leta 2009 in je akustično sigurno med najboljšimi dvoranami sploh. To je izredno dobra akustično, izredno dobra. Jaz se spomnim, ko so prišli iz ateljeja 212 takrat z to znamenito predstavo, se je še Boris Kovac not igral Gospoda Glembajevine. Pa so te zvezdniki srbski tam stali, pa so čuj to. Ne? Res je izredno dobro adaptirana ta dvorana. Ne? V primeru, ko imate take predstave, imate tudi nadnapise? Nimamo nadnapisov za hrvaški in italijanski jezik. Srpski nimamo. Za ostale pa? Če bi prišle iz Francije, sigurno. A ne? Ja, seveda. Glede na to, da govorite precej v presežnikih, no, seveda razume se zakaj. Me zanima, kaj si menite mogoče glede na to, da se je govorilo o Istrskem kulturnem centru, ki sicer vedno bolj nekako ponika oziroma ta ideja o njem nekako se zdi, da je vedno tišja. Ampak kaj naprimer bi iz vašega stališča pomenilo, če bi se Istrski kulturni center dejansko zgradil? Na kaj mislite? Torej v Izoli bi se moral narediti tista ogromna infrastrukturna... V času, ko se je govorilo o Evropski prestolnici kulture v Piranu, so bile te ideje, zdaj pa nekako malo zamirajo, nekateri so zelo proti. Od mene ne morete pričakovati, da jaz sem proti čemurkoli. Mislim, jaz sem za vse kulturne centre, jaz sem za vse, kar je povezano s kulturo, za vse infrastrukture, za vse. Tako da jaz sploh nimam težav. Jaz sem sama celo enkrat vodila to prijavo za EPK. Jaz sem za vse prijave EPK. Prijave na EPK, za EPK so fenomenalna stvar. To je taka revizija trenutka. Ti ne samo, da vidiš, kje si, kaj imaš, kaj lahko ponudiš, koliko ljudi imaš. Ti lahko vidiš tudi, kako trenutna politika razmišlja o tem. Ne? In zato je meni vedno super, ko so te prijave in upam, da bo še kaka, kar pomeni predvsem to, da vedno zadaj stoji politika, ki to hoče. Super, samo zdaj moramo eno drugo stvar vedeti. Mi tukaj, ne, kulturo vedno smo, saj to je bilo v tistih časih, ko sem jaz začela, pa delala, pa tako, povezovali s turizmom. To pač zdaj ne bo šlo več, ne. No, tudi v Kopru so še vedno turizem, kultura, mladi in šport pravzaprav pod istim direktoratom. Dobro, glejte, to jaz ne vem, verjetno vidijo smisel v tem. Ampak jaz mislim, da turizem, ne, je, sploh kar se tiče poletja, blazno težko je še, oziroma nemogoče zunaj igrati, ne. Veste, če imate vi čez dan, ne vem, 40 stopinj in potem se boš pahljal 9:30 zvečer na 29 in nekdo v kostumu pod reflektor izkakal, to ni več, ne, tega ni več, ne. Ne vem, mogoče kakšni koncerti tu pa tam, kar je spet zelo težko, zaradi tega, ker ni nikjer tišine, ni nikjer teme, a ne. Mi smo v teh 30 letih se je tako spremenilo okolje, ne, da je treba, sej so razni so že pisali, da mogoče bi mogli pa iti kak koncert narediti nekam tam gor nad Rižano, ne, neke druge prostore najti, ne, ker to je prenasičeno, ne, to je v bistvu zdaj tipa za doživetje kulturnega dogodka pa res rabiš en mir, ne. Sej, ali to danes sploh še lahko dosežemo, kako dobro vam gre konkuriranje z družbenimi mediji? Kaj mislite zdaj? Torej, ljudje, se pravi, po eni strani mislim tako na pozornost, ki pravijo, da imamo vse manj, kot tudi na to, da ljudje dejansko izklopijo svoje telefone, grejo v temno dvorano, kjer nimajo drugih dodatnih dejavnikov, ki bi jih motili, ampak se lahko posvetijo za tisto 1,5 do 3 dejansko predstavi. To je čisti escape. To je super, ja. Mislim, če me sprašujete,
jaz bi rekla tako, ljudje so odvedno, jaz sem skoraj 35 let v teatru. Vedno so ljudje, ki potrebujejo gledališče. Ne glede na vse. Vedno, vsako mesto, če je mesto, in mesto je mesto, če ima srednje šole, zdravstvene domove, se pravi, ima neko skupino ljudi, ki imajo neke potrebe. Ne? Se pravi, ki kupujejo knjige, ki grejo v gledališče, ki grejo na koncert in tako naprej. Če v mestu ni, grejo nekam drugam. Ne? Skratka, mi te ljudi imamo vedno, ko prije mesto in to je jasno. Ne? Z različnimi festivali, ne, za mlade, za otroke in tako naprej, pa se pritegnejo tudi druge skupine ljudi. Ne? Ni pa, da bi obiskovalstvo padalo. Kje pa. Kako je padalo, če smo 15.000 otrok, a oni niso obiskovalci? Ne. To ne. Jaz se tega ne bi bala. Ker zame je vse v redu. Tudi če prideš gledati en zelo dober stand-up, ne, recimo imaš ogromno slabih stand-upov, Mateji tako odpadejo, ampak recimo stand-up, ne, to rečem, da ne bomo mislili, da zdaj mislim samo na produkcije Romea in Julije, večjezične koprodukcije, slovenske, ne vem kakšne novitete ali ne vem kaj. Ne, mislim tudi na čisto tak komercialen dogodek, ki pa je lahko zelo dober. Ne. Je lahko zelo dober. Zakaj ne? Ljudje imajo, včasih so ljudje, smo zelo veliko igrali tudi komedij, ne? Mogoče več kot zdaj, ker so se hoteli samo zabavati. Ne? Zdaj pa mislim, da tega, da da zdaj si izberejo abonma, vidijo, kaj je, a jih to zanima, a jih ne zanima, vejo, kaj bojo dobili in vejo, da imajo še ogromno drugih možnosti, če bojo hoteli iti, pa v končni fazi si lahko zapelješ do Ljubljane ali pa kamorkoli. Ne? V Bali je koliko? 90.000 ljudi? 100? Ne vem. Imamo eno gledališče. Mogoče res še za konec, da vam vprašam, zakaj pa ne igrate več toliko komedij? To je verjetno tudi odvisno mogoče od ansambla samega igralskega ali ne toliko? Se igramo stare komedije, te, ko smo jih naredili z Iztokom Mlakarjem, igramo. Veste, je 365 dni, ne, na leto, ne? Mi igramo čez 200 predstav. Med tem moramo narediti 5 premier do 6. Spravi, so še vaje. Tako da enostavno smo mogli to odigravanje komedij, doma jih že igramo, ampak na gostovanjih, nekako nehati s tem, ker če smo hoteli igrati za šole, ne? Zdaj, kaj je bolj važno, da se na Vrhniki gostujemo ali da je osnovna šola tle iz Kopra na predstavi. Tako daleč smo prišli, ne? In je v redu, kar govori samo o tem, da bi nas moglo biti več, ne? Da mogoče v neki viziji nekoč naprej bo imel ta prostor 2 gledališča, en bo za otroke, en bo pa za odrasle. Mogoče ne smemo obupati. No, obupajmo pa le ne. Mogoče za konec lahko še povabite na naslednjo premiero, kdaj se ima zgoditi? To je prva premiera za odrasle, seveda. Moram reči, da za otroke smo imeli že obe, in Ano Frank in Petra in Vovka. Naša prva premiera, Romeo in Julija, v koprodukciji z Banjaluškim narodnim pozoriščem, je pa v Banja Luki v sredo in v Kopru v petek 27. oktobra. Igramo pa že 25. in 26. Pred premiero, torej. Pred premiero, tako. Za povabljence. Ne, za abonma. Za abonma sreda, abonma četrtek in potem je premiera. Tako da vabljeni. Tako. Lepo hvala, z veseljem se bomo udeležili. Hvala tudi, da ste se vi udeležili današnjega pogovora. Hvala vam.
Vi, dragi gledalci, pa seveda, če vas zanima tekoče dogajanje, le pojdite na spletno stran Gledališča Koper, kjer lahko točen razpored predstav seveda pogledate bolj podrobno. Za danes je to vse, se vidimo ponovno na Megafon TV. Pa lep pozdrav.